Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Na področju medijske zakonodaje se že desetletje ni skoraj nič spremenilo. Čeprav slovenska javnost večinoma podpira obstoj lokalnih in regionalnih medijev, so nekateri med njimi že izginili z medijskega prizorišča. Tudi zakon o medijih je zanje predvidel stabilen vir financiranja, v praksi pa je vse skupaj precej drugače. V obliki 3% RTV naročnine, seveda vsi vemo, da to ni šlo skozi in da se teh 3% RTV naročnine tudi po enem letu, ko se je to spoštovalo, seveda se je ta znesek nižal oziroma se je razdeljeval še drugim uporabnikom, ki pa nimajo statusa posebnega pomena, samo da so bili duhovi pomirjeni. Ta znesek pa ne zagotavlja preživetja lokalnih, kaj šele regionalnih medijev. Pojavljajo se namigovanja o centralizaciji medijev, kjer smetano pobere Radiotelevizija Slovenija kot javni zavod, s katerim poudarjamo, ni nič narobe. Napačen je trenutni sistem oziroma medijska zakonodaja. Na Ministrstvu za kulturo do zdaj niso prisluhnili niti enemu predlogu strani predstavnikov lokalnih medijev. Obrazi se menjajo, problematika pa ostaja. Turk, Grilc, gospa Bizjak in zdaj gospod Pršak. In vsak je v bistvu govoril o želji po tej zakonodaji, ampak veste, to je tako tehna, strateška stvar, da je v bistvu stvar enega ministra v celem mandatu, če jo uspe na začetku delati za to, da je lahko potem kje še, da jo spravi skozi proceduro in tako naprej. Jaz sem tako rekel, seveda je to tudi politična zgodba, to ni samo strokovna, je tudi politična, ni samo gospodarska, je tudi politična. Se pojavljajo politični interesi seveda tistih, ki so blizu nacionalne RTV. Vsaj to je že iz vesolja vidno. Ko je bil predlog dan, da bi se 1% od RTV naročnine dal statusom posebnega pomena, vendarle v taki obliki, kot bi se ne dal, je bil to kraval na nivoju RTV-ja, tako da so padali infarkti. Kakšna je torej prihodnost lokalnih medijev? Kakor je v strategiji zapisano, do 2025 teh lokalnih medijev sploh ne bo več. Če bo tako ostalo, kot je zdaj zapisano. Zato je naše ogorčenje tem večje. Mislim, da bojo ostali nacionalna in pa komercialne televizije, ki pa vidimo, da je POP TV uspel pri kabelskih operaterjih zagotoviti svoj stabilni vir financiranja.